Ste v dvomih, katero družbeno omrežje izbrati? Za vas sva jih analizirala in pripravila odgovore. Dobrodošli v 20. oddaji Point Out Weekly. Veseli naju, da ste spet z nami. V prejšnji oddaji je Zoran gostil enega fantastičnega gosta, in sicer Bora Klemenca Mencina. Govorila sta o copywritingu in pisanju besedil, tako da sigurno oddaja, ki si jo morate ogledati. Tukaj bomo dali link. Tako da, Zoran, zdaj pa kar pojeva v današnjo oddajo, kjer bova govorila o tem, katero družbeno omrežje izbrati, oziroma kako se odločiti. Smejko, hvala ti za tale lep uvod. Danes bova govorila o to, katero družbeno omrežje izbrati, in sicer družbenih omrežij je ogromno, res jih je veliko. Odkar je Facebook začel s tisto večjo revolucijo, čeprav so se začela že na začetku 90-ih, ampak odkar je Facebook začel s tisto večjo revolucijo, je bilo kar enkrat poplava. Ogromno jih je vmes tudi malo umrl, zamrl, vsak dan se neka nova rojevajo, in enkrat sem gledal na Wikipediji, jih je baje čez 200, kar je res tako ogromna cifra, ampak če ostanemo nekako... Ampak to si enkrat gledal, ne? Kaj je že nekaj časa nazaj, mogoče jih je zdaj že 300, ne? Mogoče jih je že 300, ja. Ampak v Sloveniji imamo še samo mogoče manj kot nekih 5, manj kot 10, kjer so dejansko ljudje aktivni v nekem večjem obsegu, in sicer sigurno je to Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat in pa LinkedIn, ki ga osebno včasih malo zanemaram, malo pozavam, ne omeniti, ampak tudi sigurno eden izmed največjih pa najbolj uporabljenih v Sloveniji. Tako da greva kar naprej, mogoče po teh kriterijih, na podlagi česa se odločiti, katero družbeno omrežje izbrati. In če sem govoril, da imamo teh nekih 5, saj sem jih naštel 5, največjih, ne moramo mimo tega, da ne bi omenili Facebook, ki je definitivno največji v Sloveniji, že skoraj 1 milijon nas je, in to sva res že ful velikrat omenila, tako da ne bi tukaj preveč časa zgubljal. Naslednja dva, ki pa sta taka večja in katera se tudi splača fokusirati, sta definitivno Instagram, ki trenutno res izjemno hitro raste v Sloveniji. To je celo najhitrejše rastoče družbeno omrežje na svetu in tudi v Sloveniji, ne? In pa Snapchat, sigurno, kjer je, mislim, da 100,000 mesečno aktivnih uporabnikov v Sloveniji. Potem imamo Twitter, ki nekako stagnira, mogoče je že malo v upadu, ampak ima neko bazo sledilcev, ki so relativno zvesti. In pa na koncu, da seveda ne pozabimo omeniti še LinkedIn, kjer je, ti veš, koliko jih je približno v Sloveniji? Ja, okoli 250,000. S tem, da ta številka konstantno raste, tako da se zelo hitro vzpenja, zelo podobno kot Instagram. Ne sicer s tako hitrostjo, ampak konstantno raste, in nekje ta hitrost se je zelo povečala kakšno leto, 2 leti nazaj, govorim za Slovenijo, ne? In ko omenjava to velikost, želiva povedati to, da včasih je kriterij, na podlagi katerega se odločimo, katero družbeno omrežje izbrati, je velikost. Ker če gremo na tistega največjega, pomeni, da so tam praktično vsi ljudje v Sloveniji, skoraj vsi, in da bomo tudi s tem zelo verjetno lahko dosegli, se pravi, bo tudi naša ciljna skupina na tem družbenem omrežju. Če gremo nekje najmanjšega izmed teh, ki smo jih omenili, Twitter, je spet mogoče malo manjša verjetnost, da je naša ciljna skupina tam. Ampak po drugi strani, če je v družbeno omrežje zelo veliko, to tudi pomeni, da je tam velika konkurenca. Težko je doseči ljudi, algoritmi nam onemogočajo, da bi imeli dovolj velik reach. In enostavno na podlagi tega se je vedno treba odločiti. Ok, a gremo na tistega, ki je večji, ali na tistega, ki je manjši. Ker vseh se enostavno ne da pokriti, ne? Zoran je zdaj teh 5 najpogostejših omenil. In zelo težko je biti na vseh enako močno prisoten. Govorim tukaj z vidika časa, ker vsako družbeno omrežje nam vzame nekje 20 do 30 ur v mesecu, da smo na njem prisotni. Tako da
A veste, vsi marketinški oddelki imajo omejeno število ljudi, pa omejeno število časa, ki se lahko posvečamo določenem družbenem omrežju. Zato je zelo pomembno, da se odločite, katero družbeno omrežje izberete in katero je najbolj pomembno z vidika vašega podjetja ali pa same blagovne znamke. In ravno to, kar je Nejc govoril, na koncu pridemo do odločitve, ali se fokusirati mogoče na eno družbeno omrežje ali na več družbenih omrežij. In tisto, kar midva se tudi verjetno opazili skozi oddajo, poudarjava ali pa predlagava, je to, da se je bolj fokusirati na eno družbeno omrežje, pa se tistmu res posvetiti, pa dobro menedžirati, kakor pa biti povprečen oziroma slab na večjih družbenih omrežjih. Zdaj, če se pomaknemo tudi malo naprej, pa kar nadaljujeva po teh kriterijih izbire, je naslednjo takoj, kar se moramo vprašati, je struktura uporabnikov. In nekako velja splošno pravilo, da starejše, ko je družbeno omrežje, tudi starejša je nekako populacija, ki je na njem. Tako pri Facebooku to velja, da se je populacija že nekoliko stara, začele so prihajati že naše babice gor, niso več najstniki pa ljudje srednjih let, ampak prihajajo že babice in takrat se zgodi običajno z družbenimi omrežji to, da ko pride nek nov, se ta mlajša populacija, predvsem najstniki, začnejo seliti na novejše oziroma manjša družbena omrežja. In to se v bistvu zelo lepo kaže na Instagramu, kjer je kar 90% ljudi mlajših od 35 let. Ali pa če pogledamo Snapchat, na Snapchatu so večinoma najstniki oziroma so bili tudi posamezniki stari nekje do 30 let, ampak kot sva že tudi v prejšnjih epizodah govorila, ko je tudi Instagram storije naredil, so potem niso želeli biti na obeh platformah, ker tudi Snapchat ima storije in so se potem premaknili tam, kjer so imeli že večji following, več sledilcev, se pravi, so šli iz Snapchata na Instagram, tako da zdaj predvsem tam živijo in na Snapchatu pa ostajajo predvsem tisti najstniki, srednja šola do 20 let. Še posebno je ta segment v Ameriki zelo prisoten, ker 20-30% vseh Američanov to uporablja. Pri nam pa tako, kot sem rekel, za koga je naprimer Snapchat, jaz vedno pravim, najbolj, da ga uporabljajo, mogoče še pred enim letom veliko bolj kot danes, ampak neke srednje šole, fakultete, ker jaz sem velikokrat v delu vprašal, ko sem bil na fakulteti, kjer družbeno omrežje pa uporabljate. Ste na Facebooku, Instagramu, oziroma nisem jih tako vprašal, ampak samo vprašal in so rekli Snapchat. Kolikrat na dan pa, oziroma koliko pogosto, so rekli, dnevno ga uporabljamo. Se pravi, njihova pozornost je bila tam, tako da se moramo, tako kot je Zoran rekel, vedno vprašati, kje je pa naša ciljna publika. Vse je normalno, nekdo je pa hotel biti na istem omrežju, kjer je njegova mama ali pa babica celo, da mu pol. Saj veste, kako je vsak je pol kar malo tako, mogoče celo v zadregi, ker mu mama ali pa babica skozi lajka pa komentira pod vsako sliko, ki jo objavi, in normalno je, da se mladi selijo v novejše platforme. In ker smo ravno pri tem, bi jaz samo še to dodal, platforme plus instant messaging platforme oziroma aplikacije, kot naprimer, kako se že reče, eno je Messenger, potem je WhatsApp, Viber in tako naprej. To, so se na te instant messaging platforme šli s tem namenom, da se enostavno umaknejo pred starši, pred starejšo generacijo, da jih oni ne sledijo. Kar so pa tudi te platforme instant messaging v bistvu zaznale in zdaj dodajajo več funkcij, ki so značilne za ta neke tradicionalne oblike družbenih omrežij. Pa če probava vse skupaj nekako bolj strukturirati, pa rečemo po vrsti, kako se odločamo za to, za katero družbeno omrežje, na katerem bomo nastopili oziroma katerega bomo vključili v našo marketinško strategijo, je prva stvar, ki se je treba vprašati, je namen platforme. Če pogledamo, dajva za primer, naprimer LinkedIn. Kaj je namen te platforme? Seveda, deljenje svojega CV-ja oziroma deljenje svojih nekih poslovnih izkušenj in pa mreženje. In ko ste vi podjetje, se morate vprašati, userji na tak način uporabljajo družbeno omrežje, tako da delijo svoje poslovne izkušnje. Kako se lahko jaz kot podjetje priklopim na to? Se pravi, vedno morate razmišljati, kakšna je narava uporabe. Dajmo naslednji primer, Instagram. Zakaj je bil ustvarjen? Zato, da lahko vsak, tudi amater, deli super fotografijo. Da en filter čez in ko da ima en filter čez, vsaka fotka zgleda takoj malo boljši. In to je bilo bistvo
Instagrama na začetku, da delimo neke fotografije, zdaj če dalje bolj seveda tudi videe in temu se morajo tudi podjetja prilagoditi. Namen platforme, če je deljenje slik, seveda moramo tudi mi potem imeti naš content temu primeren, da delimo neke vrhunske fotografije. Naslednja stvar je, moramo tudi vedno razmišljati, kako se naša obstoječa vsebina oziroma content lahko vključi na to platformo. Če že zdaj pišemo neke bloge, če že zdaj delamo neke video vsebine, dajmo pomisliti, katero družbeno omrežje je primerno za deljenje teh vsebin. In če delamo konkretno video vsebine, potem je edino smiselno, da v strategijo vključimo tudi YouTube, zato da lahko te video vsebine nekje delimo. Če pišemo veliko blogov, mogoče je fajn razmišljati o Twitteru, o Facebooku, ker je dosti naravno, da delimo neke linke do drugih spletnih strani. Ni pa nujno, Zdaj zelo načrtno omenjaš YouTube videi. Če samo pogledamo, Facebook je strateško šel v to, da čim več videov imajo gor. Tudi mislim, da si v eni izmed preteklih oddaj govoril, da kako poteka konzumacija na telefonih, pa da ti večinoma videe vidiš na telefonih. Se pravi, tukaj tudi, ko govorimo o videih, moramo spet pogledati, kje je pa največ naše ciljne publike. Mogoče, saj YouTube je zelo velika platforma, ampak iz vidika trga pogledati in je treba se vprašati, da je to YouTube, Facebook. Midva zdaj ne morava dati odgovora za specifičen brand, morava konkretno situacijo pogledati. Ampak v vsakem primeru pa midva tudi kje zasledujete naše vsebine. Ali je to YouTube ali Facebook. S tem, da verjetno 80% med vami to zasledi kar na Facebooku. Zaradi tega, ker je več te ciljne publike, ki jo midva tudi nagovarjava na Facebooku. Potem pa tudi LinkedIn preko svojih osebnih profilov vključujejo. Nejc je dal zelo lepo istočnico, ko je govoril ravnokar o ciljni skupini in to je sigurno naslednji kriterij. Vprašajte se vedno, kje je vaša ciljna skupina. Če so to najstniki, je verjetno bolj na nekih novejših družbenih omrežjih, Instagramu, Snapchatu, mogoče čez en mesec ali dva bo nek nov in bojo tam najstniki. Tako da, če je to neka starejša populacija, je to Facebook, če je to neka poslovna populacija, je to LinkedIn. Se pravi, vedno se vprašajte, kje je vaša ciljna skupina in probite globlje iti v samo družbeno omrežje. Kje se res vaši ciljni kupci nahajajo? Jaz bi še eno zadevo dodal, ker ti si tudi prej govoril, če že delate video vsebine, potem razmišljate, kam lahko te video vsebine plasirate. Je pa tudi druga pot okoli tega. Se pravi, tudi če nimate nekih vsebin, mogoče boste mogli zaradi nastopa na družbenih omrežjih tudi kakšne vsebine dodatno razviti. Se pravi, da jim to ne predstavlja oviro, če imamo že te vsebine, zdaj smo pa prisotni lahko samo na teh družbenih omrežjih. Ker, če je neko družbeno omrežje, da ocenite bolj primerno za vas, je bolj potem tudi vsebine razviti za to družbeno omrežje, ker bo vaša efektivnost boljša s temi novimi vsebinami, kot pa če bi obstali pri obstoječih. Tako da vedno so dva vidika, lahko iz ene smeri, to, kar je Zoran povedal, izhajate, lahko pa tudi ne se pa s to omejevati, tako da morate tudi to drugo stran pogledati in katere vsebine lahko kreirate za nastop na nekih družbenih omrežjih, kjer danes še niste prisotni. Vprašajte se tudi, kje so vaši konkurenti. Če so na določenem družbenem omrežju vaši konkurenti, je dosti velika verjetnost, da so tam z nekim pametnim razlogom, ali da so raziskali trg oziroma so strategijo svojo zastavili na ta način, ker so vedeli, da se tam nahaja ciljna skupina. Po drugi strani, če konkurenta ni na tem družbenem omrežju, sta tako na prvo žogo dve možnosti. Eno je, da so o tem že razmišljali in so ugotovili, da se nikakor to ne sklapa ali s ciljno skupino ali pa strategijo, ki so se jo zastavili, kar pomeni, da tudi vam verjetno ni pametno, da se lotite tega družbenega omrežja. Po drugi strani je pa lahko to za vas zelo velika priložnost, kar pomeni, da če tam ni nobenega konkurenta, lahko vi razvijete neko drugačno marketinško strategijo in dejansko si prisvojite tisto družbeno omrežje in ratate tam najmočnejši. Se pravi, otežite tudi konkurenci, da se kasneje priključi. Mogoče bi jaz tukaj dal en primer, ki zelo lepo kaže na to drugo zadevo, ki si jo zdaj omenil. Naprimer na Instagramu, ko
ljudje delamo storije, oziroma ko jih podjetja delajo, pač ni še veliko podjetij, ki dela te storije. Imamo pa par primerov in eno zelo dobro podjetje, ki to dela, je Lidl v Sloveniji in oni zaradi tega, ker nobenega podjetja iz tega segmenta ali pa nasplošno z vidika podjetij to ne dela ali jih pa zelo malo to dela, oni zelo veliko pozornosti strani uporabnikov lahko pridobijo, ker še ta platforma ali pa ta element na Instagramu ni toliko zasičen. In oni to zelo na zabaven način delajo, neko uporabno vsebino tudi samim potrošnikom in tako naprej. Tako da o tem si ti govoril, pa da dava še mogoče en konkreten primer, pa damo kar še link do Instagram, Lidl profila, da si boste lahko to še sami pogledali in pa začeli slediti in videli, kako te vsebine delajo. Na začetku daje sva tudi omenjala o tem, koliko časa je približno potrebno za to, da delate kakovostno vsebino na nekem družbenem omrežju. In zato se tudi vedno vprašajte, koliko resursov, časa, denarja in drugih zadev imate na voljo za dotično družbeno omrežje. Če ugotovite, da nimate, potem še enkrat, kar sva tudi že danes omenjala, se tega družbenega omrežja raje ne lotevite, ker če boste delali na pol, je brez veze, da sploh delate. Se pravi, boljše je, da res delate dobro na tistem, ki ste se ga zbrali. In še en kriterij, sicer manj pomemben, ampak vseeno ga mogoče velja omeniti, je to, da je tudi fajn, da družbeno omrežje poznate oziroma se z njim počutite domače, tisti konkretno, ki bo to delal. Seveda se itak lahko izobrazi, lahko se ga priuči, ga več uporablja in tako naprej. Ampak če morate hitro zdaj s tem začeti, ker če niste na družbenih omrežjih, itak morate hitro začeti, vi morate zdaj, če še niste včeraj. Je to tudi mogoče malo otežuje pristop tisti prvi, in mogoče tudi, če ga ne poznate, ga je težko vključiti v marketinško strategijo. Ok, jaz bi za konec dal še par primerov, da dobite čim boljši občutek, o čem so tudi zdaj govorila in bi pokrila iz nekega B2C segmenta, se pravi business to customers, iz vidika B2B, čez dva primera, kako določena podjetja nastopajo na družbenih omrežjih. In dajmo si za začetek pogledati podjetje, kot je Atlantic Grupa, bomo dali en link, če ne pa tudi pogooglite, da boste vedeli, za katero podjetje gre. Ampak Atlantic Grupa ima blagovne znamke, kot so Cedevita, Donut MG, Bar Cafe, Smoky in še mnogo drugih bi lahko najdel. In če zdaj pomislimo, Atlantic Grupa najbolj uporablja platforme, kot so Facebook, Instagram pa LinkedIn. In na Facebooku so oni čist B2C usmerjeni, se pravi z vidika svojih blagovnih znamk. Tam boste zasledili blagovne znamke, vse te, ki sem prej naštel, plus še vse njihove ostale. In zelo podobno je na Instagramu, oziroma na Instagramu mogoče kakšna blagovna znamka manj. Zakaj? Zaradi tega, ker njihovi potencialni potrošniki oziroma obstoječi kupci so na teh platformah. Po drugi strani je pa Atlantic Grupa z vidika poslovnih uporabnikov na LinkedInu. Zakaj? Ker nagovarja ljudi iz poslovnega segmenta v stilu iskanja talentov. Se pravi, oni komunicirajo preko LinkedIna z namenom, da pritegnejo kakovosten kader v svoje podjetje, se pravi preko delanja objav, ali po drugi strani to družbeno omrežje uporabljajo rekruterji, se pravi HR oddelek, pri iskanju novih kandidatov za njihovo delo. Tako da, vidite, te tri družbena omrežja z drugačnimi cilji. In glede na te cilje se tudi razlikuje izbor, na katerem družbenem omrežju bomo nastopali. Zdaj bi pa rad pogledal še en primer B2B, kot je na primer podjetje Cisco. Kdor ni informiran, kaj oni delajo, bomo dali link, si lahko tudi pogledate, ampak na kratko, tehnološko podjetje, eno največjih na svetu, in oni so čist B2B usmerjeni, kar pomeni, da zadeve prodajajo tako, se pravi, iz svojega podjetja do drugih podjetij, in oni nimajo končnih kupcev. Kar pomeni, da se njihovi poslovni uporabniki nahajajo predvsem na LinkedIn družbenem omrežju, lahko pa tudi, verjetno s to hotel reči. Samo da sem povedal to, da tudi končni kupci kupujejo, ne smeva zanemariti, ampak večinoma največji delež je B2B. Absolutno. Ampak tukaj bi dodal še to.
so poslovni uporabniki, ki so na LinkedInu, ampak te poslovni uporabniki so pa tudi na koncu dneva osebni uporabniki. In lahko tudi do vsebin pridejo na drugih družbenih omrežjih, kot je naprimer Facebook, Instagram in tako naprej. Ampak oni lahko potem LinkedIn pokrivajo predvsem s prodajno usmerjenega vidika. Tako da direktno pridejo do tistih poslovnih uporabnikov, ki so njihova ciljna skupina, ali je to preko direktnih sporočil, se pravi keyword search, iskalnik preko LinkedIna ali pa preko objavljanja in tako pridobivanja sledilcev, s tem, da pa lahko te uporabnike, ko govorimo tudi vsak, kot sem rekel, je tudi v osebnem življenju in so tudi prisotni iz osebnega vidika, naprimer na Facebooku, lahko tudi preko nekega vsebinskega marketinga, saj tudi zadanemo preko Facebooka. Tako da se je treba vprašati, katero družbeno omrežje ima večji potencial in spet kako to vkomponirati v samo strategijo. Ampak, če smo imeli prej Atlantic grupo, pa cilje, pa Cisco cilji za področje LinkedIna, v tem primeru čist drugi in bolj poslovne narave z vidika B2B segmenta. Ok, mislim, da smo navrgli kar nekaj različnih kriterijev, vprašanj, ki si jih morate postaviti, preden se odločite, katero družbeno omrežje izbrati. Tako da upam, da smo vsaj deloma olajšala delo in da zdaj imate boljšo sliko o tem, kako izbrati ta pravo družbeno omrežje. Če imate še kakšno vprašanje, ga napišite kar tukaj spodaj, drugače pa v naslednji oddaji bomo gostili Aljošo Kovsa, s katerim bova govorila o behaviorizmu, sem to prav rekel, v marketingu. Ja, si. Okay. Lepo se vejte in se vidimo naslednjič. Čau!